Lepo pozdravljeni, drage gledalke, spoštovani gledalci televizije Exodus, dragi bratje in sestre. V tem tednu razmišljamo o duhovnem razločevanju, o razločevanju duhov. Včeraj smo govorili o tem, kako pomembno je duhovno razločevanje za naše krščansko življenje. Anton Puščavnik je imel razločevanje za mater in varuha vseh kreposti. Kristjani naj bi bili vešči duhovnega razločevanja, sicer se lahko znajdemo na stranpoti. Mojster duhovnega razločevanja je sveti Ignacij Lojolski, ki je napisal tudi pravila v zvezi s tem. Pravila za razločevanje duhov in pravila za razločevanje Božje volje. Pravila za razločevanje duhov so razdeljena v dva sklopa. Mi se posvečamo prvemu delu, v katerem je 14 pravil. Obdelali smo prvo pravilo, ki govori o ljudeh, ki so se odvrnili proč od Boga, prekinili prijateljstvo z njim, se zapisali duhovni smrti. Videli smo, kako postopa hudi duh s takimi ljudmi, da jih čim bolj zadrži v smrtnem grehu, in kako deluje dobri duh, da jih poskuša odvrniti od zla, da bi našli pravo pot, da bi se vrnili nazaj k Bogu. Rekli smo, da pri takih ljudeh hudi duh dela bolj na čustvih, dobri duh pa na človekovem razumu. Čustva so namreč pri takem človeku v oblasti hudega duha. Sedaj se posvetimo drugemu pravilu. Sveti Ignacij pravi, s tistimi, ki močno napredujejo v očiščevanju svojih grehov in gredo v službi Boga našega Gospoda od dobrega k boljšemu, se pa dogaja ravno nasprotno, kot je bilo v prvem pravilu. Zakaj tedaj je značilno za hudega duha, da grize, žalosti, postavlja ovire in vznemirja dušo z lažnimi razlogi, da ne bi napredovala. Za dobrega duha pa je značilno, da daje pogum, moč, tolažbo, solze, spodbude in mir, kolajša in odpravlja vse ovire, da človek napreduje v dobrih delih. To pravilo predpostavlja zmago dobrega duha nad hudim duhom. Človek je prisluhnil dobremu duhu in se obrnil k Bogu. Rečeno je bilo, da je sveti Ignacij napisal pravila predvsem na podlagi lastnih izkušenj. Kot vemo, je bil Ignacij vitez, ki je bil v bitki ranjen v nogo v Pamploni. Odpeljali so ga domov na grad. Tam je moral počivati. Zaželel si je branje knjig. V hiši niso imeli nič drugega kot življenje svetnikov. Opazil je razliko, ko je sanjaril o tem, da se bo pozdravil in napredoval v viteških vrlinah ter slavi, je doživljal veliko tolažbo. Čez čas pa se je počutil praznega in potrtega. Ko je prebiral življenje svetnikov, je prav tako čutil tolažbo, ki pa je ostala. Postala je del njega. Na podlagi te izkušnje je Ignacij ugotovil, da ga vodita dva različna duhova in da gre za dve različni tolažbi. Spreobrnil se je in se odločil, da bo poslušal samo dobrega duha, ki ga je pripeljal k Bogu. Rekli smo, da so ta pravila namenjena predvsem tistim, ki delajo duhovne vaje. V nekem smislu pa nam lahko pomagajo tudi v našem vsakdanjem življenju. Ko pride nekdo prvič na duhovne vaje, je lahko še precej zazrt vase, čuti velik odpor do molitve in nagovorov duhovnega vodje.
Potem se zgodi, da živi tolažbo, medtem ko moli. Hudi duh se zelo trudi, da bi ga ustavil v tem procesu spreobrnenja. Skušnjava se začne, ko se odločiš za dobro, pravi Silvano Fausti. V Sirahovi knjigi je zapisano: sin, če si se odločil služiti Bogu, se pripravi na skušnjavo. Dobri duh takega človeka spodbuja, da vztraja v dobrem, hudi duh pa ga pri tem ovira. Pri ljudeh, ki se vrnejo k Bogu, gredo od dobrega k boljšemu, je duhovna dinamika drugačna. Takrat je hudi duh tisti, ki grize, vznemirja in žalosti. Človeka hoče prepričati z lažnimi razlogi, da ne bi napredoval v dobrem. Pravi mu: saj se ne splača truditi. Ko boš prišel domov, bo spet vse po starem. To ni zate. Ne bo ti uspelo. Raje pojdi počivat. Postaješ fanatik. Kaj bodo pa ljudje rekli? Bog te nima rad. Saj Boga sploh ni. Ignacij Lojolski je imel na začetku svojega spreobrnenja močne skušnjave v smislu, kako bo zmogel vztrajati v novem življenju do svojega 70. leta. Umrl je prej, potem ko je živel preostanek svojega življenja v tolažbi in miru. Kaj dela dobri duh pri takem človeku, ki napreduje od dobrega k boljšemu? Spodbuja ga, mu daje duhovno tolažbo, notranji mir in veselje. Pravi mu: kar korajžno naprej, uspelo ti bo. Na pravi poti si, vztrajaj, zaupaj, bodi mož. Dobri duh želi, da bi človek vztrajal in čim bolj napredoval v dobrem. Če je pri prvem primeru človeka hudi duh prevzel vajeti njegova čustva, je v drugem primeru to storil dobri duh. Hudi duh pa vpliva bolj na človekov razum z lažnimi razlogi, da bi se človek ustavil na poti k dobremu. Tretje pravilo govori o duhovni tolažbi. O tolažbi govorim, ko se v duši porodi neki notranji vzgib, pri katerem duša vzplamenti v ljubezni svojega stvarnika in Gospoda. Tako tudi takrat, ko ne more nobene stvari na svetu ljubiti zaradi nje same, marveč le v stvarniku vseh stvari. Prav tako, ko toči solze zaradi ljubezni do svojega Gospoda, bodisi iz žalosti nad grehi, bodisi zaradi trpljenja našega Gospoda, bodisi zaradi drugih stvari, ki merijo naravnost na njegovo službo in slavo. Končno imenujem tolažbo vsako povečanje upanja, vere in ljubezni in vsako notranje veselje, ki vabi in privlači k nebeškim stvarem in k zveličenju duše, ter jo umirja in ji daje počitek v njenem stvarniku in Gospodu. Tolažba je duhovno stanje, notranji vzgib, ki prihaja iz globine, od Boga, ki nam je bližji, kot smo mi sami sebi, kot pravi sveti Avguštin. V našem primeru gre za 3 vrste tolažb, ki jih daje Bog. Razlikujejo se po tem, kako jih občutimo. Ene so bolj doživete, druge manj. Ni rečeno, da je tista tolažba, ki je močnejša, tudi boljša. Zaradi intenzivnosti tolažb obstaja nevarnost duhovne požrešnosti. Če nam Bog daje tolažbo, je ne daje zato, da bi se na njo navezali, marveč, da bi se lažje odvrnili od bolj grobih užitkov in da bi vztrajali na dobri poti.
Povečanje upanja, vere in ljubezni je učinkovita tolažba. Poleg tega je manj odprta za prevare in varnejša pred ponaredki. Posebno vrednost ima tudi tolažba, ki jo Ignacij imenuje vsako notranje veselje, ki ga človek le malo občuti in ne prihaja od škodljivih substanc, ampak od druženja z Bogom. Tolažbe so neke vrste Gospodovi obiski. Na nas je, da jih prepoznamo, jih sprejmemo, se jih veselimo, jih ohranjamo v svojem srcu ter se zanje zahvaljujemo. Tolažba nas spodbuja, da delamo dobro, da vztrajamo na začrtani poti, služenju Bogu in ljudem. Srečno!